važnu sevnu, torej razpazi tak. Mač v svoje ruci čvrsto držim i misli ko će brži da bude bikilon, već ga naglo hvata strah i polako staje da i junak naš već hrabro beži sa torero. Za njime crko trlja se sombrero, a biku trku maše repno smelo. Tribina sela smeje se u glas, ali blizu izli spas jer to je naš torero. A bik na rogu nosi sad sombrero i junak naš ne želi više da bude on. Torero, torero, ole, ole. Meja lahko je ali pa ni to, kar beseda pomeni. Takih meja, ki so, je žal veliko, takih, ki jih ni, žal ni. Zato so za silo še najboljše take, ki obenem so in niso. Taka je meja med, gostje imajo prednost, med Italijo in Jugoslavijo. Po mnenju nekaterih nadobudnih politikov je meja trdna stvar in bi morala biti nekaj takega, kot nam kaže slika. Železna zavesa. Ti politiki bi se gotovo zgrozili, če bi videli tega cestarja, ki mejo enostavno odriva, ker ga ovira pri delu in ki kar brez potnega dovoljenja sprašuje žensko na oni strani, kakšno je vreme pri vas v Italiji? In posluša v odgovor, pri nas so frontalne motnje, kaj pa pri vas v Jugoslaviji? Taka je torej meja, ki ločuje izkoriščevalsko kapitalistično restauracijo v Trstu in njeno sestro v Ljubljani, ki je socialistična ljudska last z neljudskimi cenami. Taka je meja, ki loči z mirom na štrajk pripravljene tržaške ladjedelnice in tovarno Tomos, kjer imajo več dela kot denarja. Namesto, da bi bila železna zavesa, kot bi morda nekateri želeli, je meja med Italijo in Jugoslavijo skorajda romantična ustanova. Obmejni prehodi po suhem in po morju so res prehodi, ker niso samo na papirju narisani, ampak jih ljudje res prehajajo. In to ne kot glas vpijočega v puščavi, temveč množično, eni sem, drugi tja. V mnogih še žive stari črni spomini na leta vojne in okupacijske krivice in nasilja.
Toda ne bi mogli reči, da se grdo gledajo ali celo sovražijo. Velika večina jih ima stalne propustnice in ker hodijo redno čez mejo, se bolje razumejo. Tudi cariniki zato že marsikoga poznajo in mu ne delajo najmanjših težav. S preveliko natančnostjo pa tudi ne bi nikamor prišli, se prekorači včasih mejo na enem samem prehodu dnevno tudi do 30.000 oseb. Tako ta mali obmejni promet, kot ga imenujemo, pravzaprav postaja veliki obmejni direndaj. Socialistični in kapitalistični pešci, ki ste jih zaradi neočakane montaže videli že malo prej, hodijo seveda peš. K trenutnemu porastu prebivalstva na tej ali na oni strani pa redno pomaga redna ladijska proga. Ladje so sicer počasnejše, zato pa veliko več naložijo. Iz dneva v dan teče življenje na obmejnih prehodih po svojih že ustaljenih, vendar nikoli dolgočasnih pravilih. Potna dovoljenja prehajajo iz rok v roke in spet nazaj. Tu in tam nepričakovano pokuka ob nepravem času kak radovedni slepi potnik. In starejšimi predstavnicami ženskega spola, ki nasplošno rade preizkušajo trdnost živčnega sistema sogovornikov, morajo včasih malo potrpeti tudi cariniki. Precej več bi bili verjetno pripravljeni potrpeti z mlajšimi letnicami, ampak kam bi prišli, če bi se zagledali vsako, ki je greha vredna? Pa tudi ona morda misli o pogledu na postavnega carinika, v begu je rešitev. Razen lepih in manj lepih potnic sodi k obmejnemu prometu tudi tihotapljenje, ki je posebne vrste zabava. Eno pri tihotapljenju jajce je vredno več kot legalno prenesena kokoška, zato je povsod kaj skritega, zavitega in zašitega. Toda uspeh, ki ga ti plebejski tihotapci pripisujejo svoji iznajdljivosti, je večinoma odsev carinikove dobre volje, ki jo pokaže s tem, da rad zamiži na eno oko, dokler ostaja seveda ta nedolžni šport v mejah amaterizma. Vse to legalno, pollegalno in ilegalno, živo in mrtvo blago se z jugoslovanske strani zateka v glavnem na tržaško tržišče Ponte Rosso, kjer se pretopi v lire, kar najbrž ni čisto dovoljeno, česar pa italijanske oblasti zaradi dobrega sosedstva raje ne vidijo. Tako pridobljene lire pa se potem spet pretopijo v najrazličnejšo potrebno in nepotrebno šaro, ki je od domače ali boljša ali cenejša, ali pa ima za preprosto srce samo to prednost, da je kupljena v inozemstvu, čeprav je izdelana doma, v Jugoslaviji. Mali obmejni promet pa ni potreben samo zaradi tega drobnega trgovanja, temveč rešuje še mnogo pomembnejše probleme, ki so nastali z razmejitvijo po drugi svetovni vojni. Predvsem je zadovoljivo rešeno vprašanje dvolastništva. Kmetje z ene in druge strani lahko hodijo obdelovati svojo zemljo, ki je ostala na drugi strani. Na italijanski strani je ostala po razmejitvi tudi znatna slovenska manjšina, kot zgovorno pričajo nekateri dvojezični napisi. Mali obmejni promet omogoča, da ljudje lahko pogosteje hodijo čez mejo in obiskujejo svojce.
Prav tako, kot hodijo Slovenci k svojcem v Italiji, obiskujejo tudi italijanski državljani svoje sorodnike, ki so po razmejitvi ostali v Jugoslaviji. Stalne propustnice za mali obmejni promet omogočajo, da z obiskovanjem ni težav, saj meje praktično ni. Lahek prehod meje je prav tako kot za Slovence zelo pomemben tudi za Italijane, ki so ostali v Jugoslaviji. Kljub dobro urejenemu manjšinskemu vprašanju pri nas so za ohranitev narodne zavesti potrebne pogoste zveze z matično deželo, predvsem z njeno kulturno dejavnostjo. Kultura nekega naroda je namreč najvišja manifestacija njegovega ustvarjalnega duha. V vsakem večjem kraju pri nas imajo Italijani Circolo Italiano, svoj kulturni krožek, kjer gojijo razne umetnosti in tako tudi na ta način ohranjajo in razvijajo svojo narodno zavest. Lahek prehod preko meje omogoča Tržačanom, da lahko po mili volji hodijo na kulturne prireditve svojih rojakov v Jugoslaviji, tako kot si Slovenci lahko gledajo predstave slovenskega gledališča v Trstu. Toda tvegano bi bilo trditi, da hodi kaj veliko Slovencev v Trst zaradi slovenskega Hamleta. In prav isto velja tudi za Italijane. Za mnoge je verjetno mikavnejši lov, kajti lovcev, tudi če so kapitalisti, najbrž prav nič ne moti socialistična pripadnost fazanov in zajcev. Liričnih nedeljskih lovcev večinoma ne moti niti to, da nič ne ujamejo. Kaj za to? Prijazni gostilničar lahko v svojem ribniku zlahka nalovi vse, kar je potrebno za okusno lovsko merendo. Treba je le sesti za mizo, si vzpodbudno reči veselo na delo in dokler traja pojedina zaradi boljšega teka, ne misliti na plačilo. Toda skoraj bi pozabili na povsem osebne koristi malega obmejnega prometa. Ta Lioni si obeta veliko ljubezen. Komu drugemu, ki ni tak platonist, pa je tuja država uspešno zavetišče za izvajanje ilegalne aktivne koeksistence, ki nekoliko čudno odseva z njegovega prstanca na levi roki, kar blagovolite opaziti v nekaj naslednjih slikah. V tem primeru lahko rečemo, da se je meja skrčila na minimum, na minimum, in da sploh ne bi bila opazna, če ne bi bilo tega nesrečnega prstana. Mali obmejni promet skrbi tudi za boljše zveličanje. Marsikatera ženica gre lahko po maši v domači cerkvi z avtobusom še na kako lepo procesijo onstran meje in tako dopolni zase pomanjkljivi socializem. Tako je meja med dvema različnima svetovoma, meja, ki bolj veže kot ločuje.
Thank you.